Zagotovo vas je že veliko bilo pred dilemo, kaj storiti z računalnikom, ki ga je povozil čas. No, kako se da novodobne, sofisticirane odpadke koristno uporabiti, boste videli v naslednji zgodbi. Skupina mladih zanesenjakov z nekaj požrtvovalnosti, dobre volje in nesebičnega dela namreč sestavlja in usposablja stranvržene računalnike. Potem pa jih podarijo tistim, ki si novega ne morejo privoščiti. Na njihovo veliko veselje seveda. Morda je prav ta nesebična poteza odgovor na vprašanje, ki si ga v sedanji krizi vrednot tako pogosto zastavljamo. Kako naprej v lepšo prihodnost? V informacijski dobi je računalnik pravzaprav osnovna dobrina. Zaradi potrošniške miselnosti pa je, čeprav ni poceni, po nekaj letih že zastarel in prisiljeni smo kupiti novega. Starega pa, čeprav še deluje, enostavno zavržemo. S tem, da te robe je ogromno, tega se toliko meče stran in je škoda, ker vse konča na odlagališčih, pa ne bi bilo treba. So ljudje, ki tega si ne morejo privoščiti, pa bi jim to spremenilo življenje. Dejstvo pa je, da živimo v informacijsko-tehnološki dobi in da je dostop do interneta nujno potreben. Skratka, z pravimi informacijami lahko pridemo do pravih odločitev. Zakaj bi sploh metali proč opremo, ki je v bistvu še obnovljiva in še uporabna in bi jo lahko nekomu podarili? To bi bila v bistvu traparija. Vse te ideje so v društvu Duh časa združili v genijalen projekt. Pričeli so zbirati odsluženo računalniško opremo, iz katere sestavijo delujoče računalnike in jih podarijo socialno ogroženim skupinam. Podarjali smo otrokom osnovnošolskim, potem tudi invalidom, azilantom. Tisti, ki so se do sedaj javili, da potrebujejo računalnik, smo jim tudi ga priskrbeli. Računalnike jim zaenkrat darujejo predvsem posamezniki. Želijo pa si, da bi se projektu pridružila tudi podjetja in javne ustanove. Sama podjetja so tukaj zelo, zelo dobrodošla, da premislijo, če imajo kje v skladišču računalnike, ki jih ne potrebujejo več, ker lahko se to uporabi za neko družbeno dobro, za skupno dobro. Na tem bi mogli temeljiti vse. Podjetja, s katerimi že sodelujejo, so nad projektom navdušena, saj so odslužene računalnike predtem pošiljali na uničenje. V Studiu Moderna se zavedamo, da se veliko posameznikov in pa družin znajde v socialnih in finančnih stiskah, zato smo veseli, da lahko odslužene računalnike, ki sicer ne zadostujejo več potrebam dela v pisarni, podarimo in da jih potem društvo Duh časa predela in pa podari nekomu, ki jih resnično potrebuje. In zdaj smo veseli, da lahko računalniki nekomu služijo, mi samo iz računalnika vzamemo trdi disk in tako je računalnik pripravljen na prevzem. Še bolj veseli pa so tisti, ki jih na domu obiščejo člani društva in jim računalnik ne le sestavijo, temveč jim, če je to potrebno, pomagajo z njim narediti tudi prve korake. Tukaj so programi, tukaj so zdaj samo ene osnovne ikonce, dom pregledne plošče, klikneš, iščeš med programi, med datotekami, med vsem, kar je na računalniku. A to je tudi internet? To se bo še, to se boš pa še učila te programe. Boste pa klele dostopali do Gmaila, socialnih omrežij, Facebook in to, muska bo klele, filmi. Tako je, malo je kriza, pa si ne moramo privoščiti. Zdaj pa tate starejša pa ful rapa računalnik. Pa, ko sem jim povedala, zakaj gremo domov, so bile ful vesele. Tako da so že kar vse one preračunale, kako, kaj, kam, zakaj pa tako. Tako da mislim, da je bilo tu nekaj največjega veselja zdaj pri njih. Na računalniku nameravam risati kakšne stripe, kakšne Photoshop delati, pa nameravam izdelovati spletne strani pa programe. Facebook obiskovati, YouTube, pa najbolj kdaj kakšne igrice. Všeč mi je tudi ta način razmišljanja, neke vrste reciklaža, da lahko to sploh naokoli vsi dobivajo, da imajo vsi dostop do tega interneta, oziroma vsa računalnika. Kar je odlično. In če so nekateri med njimi že izkušeni uporabniki, je to za marsikoga sploh prvi računalnik. Glede na to, da smo danes vsi v eni taki neprijetni situaciji in nakup računalnika je že kar velik projekt tudi za družino. Naši otroci pa v šoli računalnik že nujno potrebujejo. Ni več to neka modna muha, ki bi jo nekdo mogel imeti, zato ker si jo pač želi, ampak je to tista stvar, ki je praktično tako rekoč nujna in je to res krasen projekt. Potencial projekta je izjemen.
Ko smo v nekaj večjih podjetjih in javnih ustanovah povprašali, kako pogosto kupujejo nove računalnike in kaj naredijo s starimi, smo ugotovili, da so v povprečju v zadnjih 10 letih zamenjali 1000 računalnikov. Nekaj odsluženih so poklonili ali prodali, večina pa jih je končala na uničenju. Verjetno tudi zato, ker bi v primeru donacije z njimi imeli še dodatne stroške. Problem pri podjetjih, recimo, ki bi podarili računalnik, pa je v tem, da je treba potem dati še Windows gor, licenčne, dati miško zraven, monitor, tipkovnico, pač, da je to res računalnik, ne? In včasih to ne gre, ne? Ker oni menjajo samo, bi rekel, osebni računalnik, ne pa tudi to ostalo opremo, ne? Tako da za to poskrbimo mi prosilcu, družini v stiski, tako naprej, ne damo celoten računalnik, komplet delujoč, brezhiben računalnik, skupaj s 3-mesečno podporo, ki jo nudijo naši strokovnjaki, tako da se gremo tudi pokazati družbi, da lahko en za drugega skrbimo na ta način. Kako pomembna je medsebojna pomoč in solidarnost, pa najbolje vedo tisti, ki se vsakodnevno srečujejo s stisko ljudi. Ja, ta dva računalnika bosta šla družinam, ki se pravzaprav ne morejo izpostavljati, ker jim je revščina stigmatizacija. Ena družini dijakinje, druga osnovnošolcem. Kar precej otrok in mladih skriva, da nima računalnika doma, hodijo v knjižnice, se poslužujejo šolskih računalniških učilnic in podobno. Tako da kar precej otrok prihaja k nam po računalnike, skratka po to, zato da lahko sledijo šolskemu programu. Tudi nekaj naših otrok bo dobili na ta račun računalnika, ne? V nižjih razredih ni potrebno, da imajo doma računalnik. Potem v višjih razredih je pa to že kar potreba, ne? Ker morajo kakšne stvari narediti, kakšno seminarsko nalogo, kakšna gradiva pripraviti. Naša šola je v takem okolišu, kjer je precej otrok, ki si tega ne morejo privoščiti. Ker pa je Duh časa prostovoljno in neprofitno društvo, bi tudi njim prav prišlo malce pomoči. Predvsem si želijo primernejših prostorov, saj zaklonišče, ki jim ga je prijazno odstopila osnovna šola Bičevje, za njihovo dejavnost ni najbolj primerno. V večjih prostorih bi lahko sestavili tudi več računalnikov, končni cilj društva pa je, da bi računalnik nekoč imeli prav vsi otroci. Namen projekta je, da se razširi po celi državi. Izpostave moramo imeti dejansko v vsaki slovenski regiji, zdaj se že vzpostavlja tudi poleg Maribora, ki že obstaja, še Murska Sobota, so nas zdaj klicali z društva Etno. Vabimo vsa sorodna ali nesorodna društva, da nam pomaga, da se pridružijo, podprejo projekt po svojih močeh in da skupaj naredimo resnično spremembo. In prav novi, drugačni vzorci razmišljanja in delovanja so edina rešitev za svet, kot ga poznamo, in s katerim smo razen privilegiranih elit vse bolj nezadovoljni. Prihodnost je v naših rokah.